Gre pa v bistvu za širši kontekst zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu. Po eni strani nas zakonodaja sili v neke ukrepe, po drugi strani imamo certificirane sisteme, ki zahtevajo neke določene ukrepe z vidika varnosti in zdravja na delovnem mestu. Na koncu za zagotavljati pa res varnost na delovnem mestu so pa ključni ljudje in njihova vedenja. Ko dosežeš to, da se ljudje zavedajo, da je potrebno skrbeti za svojo lastno varnost, takrat smo res vsi varni ali pa recimo smo res dosegli svoje. Seveda na tej poti je potrebno tudi pomagati ljudem, da pridejo do te zavesti in seveda je treba včasih tudi nadzor. Pomembno je, da ljudje se sami zavedajo, da se sodelavci med sabo opozarjajo na stvari, ki so pomembne za to, da na koncu lahko delamo varno. Today is for me a really nice and important day. Unfortunately, we have still incidents which happen, but we set ourselves targets to become vision zero, meaning no accident in our plants. Zdaj, problem pri delu na višini je, da je čas visenja v primeru padca zelo omejen. Govorimo nekje 10-15 minut omejitve in zato je potrebno izvesti v pravem času na ustrezen način reševanje kolega, ki je padel v globino. Tukaj smo predstavili prvo gašenje začetnega požara, ki so predstavili člani PIGD Alpace Manhovo, s tem, da so tisti plinski gorilnik dol ustvarili ogenj in se je pogasilo z aparati na prah. Za varnost pri delu mora biti oprema brezhibna, da funkcionira, da res nudi delavcu zaščito, udobje, da ko dela razmišlja o delu, ne pa kje ga čevelj žuli, kje ga hlače vežejo in podobne stvari. Imeli smo predavanje na temo duševnega zdravja, vendar treba je vedeti, da duševno zdravje ne more obstajati brez splošnega zdravja. In vedno treba začeti pri telesu in telo spraviti ravnotežje, se veš čim, z tistim, kar damo vase, to je kaj jemo in kaj pijemo in kako telo gibljemo. Poudarek je na tem, da pravilno naučimo masažo srca, naučimo pristop, in potem, da tudi naučimo pravilno uporabo defibrilatorja. Danes tukaj izvajamo meritve krvnega tlaka, holesterola, pa krvnega sladkorja. To je v bistvu orientacija teh vrednosti in tu v bistvu človeka potem res malo pripravi do tega, da se zaveda, nekaj mora sam tudi narediti za zdravje oziroma za zdrav način življenja in tako. Predstavljam program SVIT, to je preventivni program za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki. Tukaj imamo s seboj tudi model debelega črevesa, popeljemo ljudi po črevesu in pokažemo, kakšne so lahko nepravilnosti, kaj se lahko vse zgodi v črevesju in jih seznanimo s našim programom in jih probamo v čim večji meri prepričati, da se udeležijo programa. Tukaj predstavljamo stvari, ki so za promocijo zdravja na delovnem mestu. Se pravi, karkoli človek rabi na delu, zmeraj so visoke napetosti, stresi, se s to blazino v 12 minutah precej globoko sprosti. Zelo nas veseli, da nam je letos res uspelo in cel dan posvetiti varnosti in si res želimo, da bo to postala stalnica. Itak moramo to vplesti vsak dan, se pravi 365 dni na leto, enkrat na dan hočemo pa prav en dan posvetiti ozaveščanju.